smo izvedli 8. redno sejo mestnega sveta mestne občine Kranj. Če se dotaknem glavnih značilnosti, kar se nepremičninskih zadev tiče, bi rad poudaril to, da so mestni svetniki potrdili nakup hiše v starem mestnem jedru, kar je po dolgem času pač občina pridobiva pomembne nepremičnine, ki jo bomo porabili za reševanje stanovanjskih problemov, ter pa tudi za ureditev sprehajalnih poti v kanjonu Kokra. Poleg tega je pa izredno pomembno včeraj sprejet bil tudi osnutek odloka o prostorskem odločanju oziroma o prostorskem planu za Diamant oziroma za področje Labor, kjer se urejajo dovozne poti in pa križišča za industrijske potrebe, to se pravi za širitev industrije v tem delu. Tukaj bi tudi še omenil, da se je obravnavala ideja, pobuda, da uredimo cesto od predvidene industrijske cone oziroma obrtne cone v Hrastju do povezovalne ceste Kranj-Šenčur. To je, kar se tiče nepremičninskih zadev. Potem smo, mestni svet je dal tudi soglasje k izbiri nove direktorice vzgojnega zavoda Kranj. Sprejet je bil tudi osnutek odloka o financiranju športa v Kranju. To pa je dejansko od teh pomembnih zadev vse, kar se je včeraj zgodilo. Mogoče bi še omenil to, da so mestni svetniki tudi sprejeli vpis zadružnega doma oziroma kulturnega doma v Mavčičah, ki se zdaj bo preimenoval v kulturni dom Simona Jenka ob 150. obletnici smrti Simona Jenka. Dejansko so nekako sprejeli vpis v razvid nepremičnin kulturnega pomena, tako da bomo lahko v prihodnjem letu se prijavili na razpis Ministrstva za kulturo za obnovo tega doma. Vemo, da ga bomo namenili tudi za krajevno skupnost, da bo krajevna skupnost dobila svoj prostor, glede na to, da so pred časom odstopili svoje prostore za potrebe vrtca. Kako bo zdaj potekalo ta gradnja ceste proti predvideni industrijski coni Hrastje, glede na to, da naj bi bilo zdaj nekaj za prihodnji proračun sprejeto? No, mestna občina Kranj je že v prejšnjem mandatu to začela, mi samo nadaljujemo, aktivnosti potekajo. Dejansko, kot ste videli, je gradivo prišlo na samo sejo mestnega sveta. Jaz sem bil dejansko šele na tem seznanjem in seveda, če bi predlagatelji oziroma tudi obrtna zbornica želeli bi dejansko vse informacije dobili neposredno pri organih na mestni občini Kranj. Moram poudariti, da smo z njimi se že večkrat sestali, zato nekako nisem razumel te akcije, zakaj je bila v tem trenutku potrebna, ker aktivnosti potekajo. Vemo pa, da glavni problem vsega tega je, da obrtna cona sploh še ne obstaja, da zato še ni sprejet ustrezen prostorski načrt. To nekako bo šele prihodnje leto, zdaj lahko se tudi kaj zakomplicira in mestni svet tega ne sprejme. Izredno pomembna je pa povezava na to magistralno cesto Kranj-Šenčur. Tukaj pa vemo, da je cesta v državni lasti in da je vse odvisno, kdaj bo država tista, ki bo nekako uredila dovoz iz te ceste, magistralne ceste na to povezovalno cesto do predvidene obrtne cone Hrastje. To pa glede na to, kar sem v zadnjem času bil zelo pogosto na DRSI-ju, ne bi se dejansko zgodilo v najprej 3 letih, če bomo imeli dosti srečo, pa če bomo vztrajali in nekako hodili pogosto v Ljubljano in jih pozivali k nujnosti izgradnje te ceste. Prej dejansko ni možno in tudi navezava potem na to cesto ni možna, ker vemo, zavija se, če gremo iz te ceste obstoječe, se zavija lahko samo na desno
in tukaj je velik problem za tovornjake. Meni osebno se je, mislim, da predvčerajšnjem zgodilo, da sem več kot 10 minut stavil za tovornjakom, ki dejansko ni mogel desno zaviti, ker rabi obe tako desno in levo polovico. Tako da dejansko dela se, vendar razvoj te industrijske cone ne moramo pričakovati, predno se ne naredi rešitev pristopa na magistralno cesto Kranj-Šenčur. In to ne moramo pričakovati v prihodnjem letu, nekako ste tako razumeli, da pričakujete. Kot sem rekel, glede na to, da sem bil na DRSI-ju pred 10 dnevi in smo to točko obravnavali prvo, oni so zdaj že začeli zbirati dokumentacijo, naredila se bo projektna dokumentacija, potem sledi odkup zemljišč in šele potem izbor tistega, ki bo izvajalca. To pa seveda dejansko vzame 3 leta. In najmanj 3 leta, do takrat pa jaz dvomim, da nam bodo ustrezne službe dovolile priklop te ceste Hrastje, ta magistralka na to obstoječo cesto. Ampak ta cesta je torej zdaj pogoj za poslovno cono, ki si jo obrtniki zelo želijo, in druge lokacije pa ni v igri. Zdaj boste vztrajali in delali na Hrastju, če prav razumem. Ja, druga lokacija, včeraj ste slišali, obstaja oziroma obrtna cona Čirče, ki pa je bila, glede na to, da se je tam sezidal Hofer, dejansko so cene zrasle, zadnja cena, kot imam informacija, je 170 evrov za kvadratni meter, kar pa si seveda nihče od obrtnikov ne želi privoščiti in odhajajo ven iz Kranja. Vsi hitimo, da bi ta obrtna cona v Hrastju bila čim prej narejena, ampak tukaj so določeni roki. Mi imamo DIP dejansko že narejen za to obrtno cono oziroma tudi za povezovalno cesto. Potem je treba NRP sprejeti, to vključiti v proračun za leto 2020, izračunati, kakšne stroške lahko imamo v letu 2020 in če to proračun prenese. Dejansko pa sama izgradnja, tudi če bi jutri to obrtno cono zgradili, je dostop, infrastruktura ni ustrezna, ker ne moramo se priklopiti na magistralno cesto. Kako je pa s cenami temi zemljišč? Včeraj je bilo tudi slišati, da je precej drago glede teh gozdnih zemljišč, ki... Ja, glede na dopis, ki sem ga dobil včeraj strani obrtne zbornice, naj bi nepremičninsko podjetje, ki ima sklenjene predpogodbe z lastniki večino teh parcel, nekako ocenjeval. Bilo je na sami seji bilo rečeno, zatrjeno, da jamči to ceno 100 evrov na kvadratni meter. V dopisu lepo piše, da ocenjuje ta gospod, ki je lastnik te nepremičninske firme, da bi cena bila okrog 100 evrov. Tako da to bodo pa pač zainteresirani povedali, a je cena draga ali ni. Sprejeli ste tudi odlok o stanovanjskem proračunskem skladu. Koliko denarja se bo recimo v enem letu nabralo v njem? No, vemo, da mestna občina Kranj ima v lasti približno 400 stanovanj. Od najemnin se nabere nekaj denarja, zdaj točne številke ne moram povedati, vendar ideja, ki je ta, da ravno ta nakup hiše v mestnem jedru je ta naš cilj, da ljudem, ki že dalj časa so v teh najemniških stanovanjih in ki želijo odkupiti obstoječa stanovanja, da jim prodamo. Tako je bilo včeraj eno tako stanovanje sprejeto strani mestnih svetnikov, da se proda, in ta denar namenimo ravno za to. Predvsem zato, da se intenzivno vključimo v obnovo starega mestnega jedra in naselimo družine z otroci, tako da tudi iz tega vidika nekako oživimo staro mestno jedro. Kar se pokrajin tiče, jaz sem seveda zagovornik pokrajin. Jaz mislim, tako kot sem omenil tudi v uvodu tega srečanja, da Gorenjska je relativno čista pokrajina.
nekako ne naravno se mi zdi priključitev Logatca in pa Vrhnike. Mislim, da bo tukaj še kar precej debat in da to seveda ni končna rešitev, tudi na državnem nivoju kar nekaj odpora. Mislim pa, da bi lahko do tega prišli postopoma, ne? Tako kot recimo so se zdaj na Mestni občini Kranj lotili skupne občinske uprave. Kot veste, se mesečno redno srečujemo z župani sosednjih občin, Škofja Loka, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje in pa Medvode, in delamo na tem, kar združujemo kar nekaj teh funkcij, tako da nekako lahko rečemo en manjši zametek gorenjske regije. Sem pa pristaš, mislim, da seveda vse odvisno, katere naloge se bodo potem prestavile iz države na regijo, ampak se mi zdi, da bi lahko zagotovili enakomeren razvoj regije, predvsem Gorenjska, vemo, da je to najbolj razvita dežela oziroma pokrajina v Sloveniji in mislim, da bi lahko kot regija še več lahko naredili tako na turizmu, kot pa tudi na razvoju industrije, glede na to, da je v naši regiji tako železniško vozišče in pa povezava z Avstrijo in Italijo, kot tudi avtocestna povezava in pa letališče.